Dober večer. Nocoj v Tarči bo moral po dobrem letu dni vlade oditi minister, na katerega je ta vlada stavila tako rekoč vse. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, tudi podpredsednik vlade in po javnomnenjskih anketah eden izmed najbolj priljubljenih politikov v državi. Ljudje prepoznavajo v njem tistega, ki bo po 30 letih zdravstveni sistem postavil na pravo pot, je v prvih mesecih mandata večkrat poudaril premier in dodal, da mu 100% zaupa. V pol leta se je število čakajočih na dopustno dobo povečalo za 50%, o reformi ni ne duha in sluha. Zahtevo za odstop ministra za zdravje je sprožil Glas ljudstva po aferi v psihiatrični kliniki. Nocoj so predstavniki iniciative skupaj z ministrom v studiu, ker da je Bešič Loredan minister za privatizacijo in ne za bolnike. Takoj zatem je sledil padec podpore na javnomnenjskih lestvici. Menjavo ministra za zdravje si želijo predvsem koaliciji, medtem ko opozicija molči. Kaj je v ozadju zahtev za odstop? Kdo so interesne skupine v zdravstvu, ki ministra ščitijo in katerega napadajo? Žan Dolajš. Od preloma tisočletja v zadnjih 23 letih smo v Sloveniji zamenjali kar 17 ministrov za zdravje. Izračunali smo, da je pri nas mandat zdravstvenih ministrov v povprečju trajal le leto dni in 4 mesece. To je seveda čas, v katerem nihče ni sposoben korenito spremeniti slovenskega zdravstva. Se na ta način ohranja status quo, ki nekaterim interesnim skupinam v slovenskem zdravstvu zagotovo ustreza. Sedanji minister bo čez 3 mesece in pol prišel do povprečnega mandata svojih predhodnikov. V zadnjih 2 tednih pa je očitno, da si tudi v Svobodi želijo njegove menjave. Kukavičje jajce, veliko besed in malo učinka, naredil je toliko škode, da mora oditi. Vse to je mogoče iz zakulisja slišati o trenutnem ministru za zdravje. Pretekli teden pa se je začelo takole. Danes tukaj stojimo zaradi tega, ker smo prepričani, da se v enem letu javno zdravstvo, ki je vrednota vseh, kateremu se je zavezala sama koalicija, ni krepila, ampak je razpadala. In naše sporočilo je, Loredan mora stran. Zanimivo, ministra je takoj za tem pozivom v bran vzel portal Nova24 iz SDS-ove orbite, ki zagovarja več zasebne zdravstvene iniciative. Je minister za zdravje stopil na žulj glasu dobaviteljev zdravstvene opreme. So ministru res šteti dnevi? Nekateri sogovorniki iz Gibanja Svoboda so nam dejali, da mora minister oditi in to čim prej. Pojavljajo se špekulacije, da si njegove zamenjave želi tudi predsednik vlade. A zadeva je zapletena. Vlada je stala za ministrovimi zakoni. Golob je tudi sam prevzel delno odgovornost za uspeh zdravstvene reforme. Še nedavno pa je o delu ministra govoril v superlativih. To, da je minister Danijel Loredan Bešič, ki je predstavljal zdravstveno reformo, v resnici dobil popolno podporo vseh udeleženih pri načrtih za reformo. Ne samo podporo, bil je deležen nemalo besed občudovanja, tudi mojih. Ljudje prepoznavajo v njem tistega, ki bo po 30 letih mogoče zdravstveni sistem postavil na pravo pot. Odstavljanje ministra pa bi lahko bil spolzek politični teren tudi zato, ker je bil Bešič Loredan do nedavnega najbolj priljubljen minister te vlade. Po meritvah Mediane za delo je ta teden sicer zdrsnil na 5. mesto, a je glede na sondaže še vedno bolj priljubljen kot predsednik vlade, ki je na 6. mestu. In še, ob morebitnem prenehanju ministrske funkcije čaka Bešiča Loredana poslanski sedež v parlamentu. Kot nadomestni poslanec bi namreč iz parlamenta izrinil Aleksandra Prosena. To pa bi lahko načelo enotnost največje poslanske skupine. Veliko vprašanje namreč je, če bi na silo odstavljeni minister še vedno ostal zvest poslanec Gibanja Svoboda. Povod za prve javne pozive k odstopu je bilo domnevno neukrepanje ministra ob dogajanju na psihiatrični kliniki. Eden od glavnih argumentov ministrovih nasprotnikov pa je neuspeh intervencijskega zakona za stabilizacijo slovenskega zdravstva. Kljub dodatnim milijonom so se namreč čakalne vrste še podaljšale. Včeraj je minister na kritike odgovoril takole. Je ta interventni zakon na svoj način zgodba o uspehu. Zakaj? Zato, ker smo denar vložili v storitve, v dostopnost, v zdravljenje pacientov in nikoli ni bilo rečeno strani ministrstva,
da bomo na ta račun drastično skrajšali čakalne dobe. Ob predstavitvi zakona junija lani pa nekoliko drugače. Mi si želimo, da bi recimo v 3 do 6 mesecih prišli do tega, da bi te čakalne dobe za 30% skrajšali. Več kot tretjino sredstev iz intervencijskih ukrepov, kar dobrih 49 milijonov evrov, so prejeli zasebniki s koncesijami. Za skoraj 1,5 milijona evrov storitev je v zadnjih 6 mesecih z dodatnim javnim denarjem opravila tudi zasebna kirurgija Bitenc, v kateri popoldne operira zdravstveni minister. V ljubljanskem kliničnem centru opozarjajo, denar je šel predvsem za manj zahtevne in dobro plačane storitve, ki so se zaradi sprostitev omejitev opravljale množično. Prevladala je tržna logika, medtem ko se pri življenjsko pomembnih storitvah čakalne dobe niso skrajšale. Ne moremo zmanjševati resursov tam, kjer ohranjamo življenje, zato da jih dajemo tja, da dvignemo kvaliteto življenja. Kakšna je vaša ocena ministrovega dela, glede na to, kaj je zdaj v fokusu, kaj so prioritete in kaj se je dogajalo v zadnjem letu? Mi želimo s konstruktivnimi predlogi pomagati ministrstvu. Žal naši predlogi večinoma niso bili upoštevani. Ne vem, če so bili slišani. Že komunicirate z ministrom? Ne. Mora minister zapustiti to mesto glede na kvaliteto dela, ki ga opravlja? Jaz mislim, da človek mora vedno poznati svoje omejitve in biti pošten do sebe in do drugih. In sam mora znati oceniti, kdaj je potrebna kakšna težka odločitev. Kako se bo odločil, ne vem. Jaz vem zase, kako bi se odločil na njegovem mestu. Prav direktorja UKC-ja Marka Juga so nam mnogi omenili kot najverjetnejšega Loredanovega naslednika. Ne bi bil prvi direktor te ustanove, ki bi odšel za ministra. Ste vi morda kandidat za naslednjega ministra ob morebitnem vstopu zdajšnjega? Je to res? Ne. Naši viri so nam omenili še nekaj drugih domnevnih kandidatov. Med njimi naj bi bil Egon Stopar, trenutno direktor zdravstvenega doma Ajdovščina, ki pa nam je sporočil, da o tem z nikomer ni govoril in da ne namerava v politiko. Sem pa vedno popolnoma na voljo katerikoli oblasti, da pomagam pri reševanju javnega zdravstva. Omenja se tudi Dorjan Marušič, ki je v Pahorjevi vladi že opravljal delo zdravstvenega ministra in je bil v začetku lanskega leta tudi član ožje ekipe ministra Loredana. Kot ponavadi me o ministerskem mandatu sprašujejo mediji, jaz pa o tem nič ne vem. Torej morate to vprašanje postaviti tistemu, ki ima po službeni dolžnosti nalogo izbrati najboljšega možnega človeka. Naši viri pa omenjajo še ime strokovnega direktorja novomeške bolnišnice Boštjana Kersniča. Veliko se govori za kamerami, tudi iz koalicijskih strank prihajajo opozorila, da minister ne opravlja svojega dela in da je zadnji čas, da se ga zamenja. SD še podpira ministra. Po mojem mnenju in po mnenju Socialnih demokratov je trenutno diskusija o tem, ali minister mora iti, ali minister ostane, bom rekel, brezplodna. Dejstvo je, da imamo časovnico, ki se je res, da vlada oziroma ministrstvo ne drži. Smo si zastavili določene roke, smo si zastavili tudi zakonske predloge in to je tisto bistvo. Če bo minister Loredan zagotavljal izvajanje koalicijske pogodbe, če bomo z njim na čelu sledili temu, da se doseže okrepljeno in vsem dostopno javno zdravstvo, potem mislim, da je prav, da vztraja in da ga tudi predsednik vlade podpira, dokler je na tej poti. Koalicijski partnerji si, vsaj uradno, z odstavljanjem ministra torej ne želijo mazati rok. Na vprašanje predsednikov vlade, ali še vedno 100% zaupa ministru, pa zanimivo, nismo dobili odgovora. Je bil pa veliko bolj neposreden Erik Brecelj, vodja strateškega sveta za zdravstvo, ki deluje neposredno pod premierjem. Gospod Brecelj, kako komentirate dosedanje delo zdravstvenega ministra? Gospod minister je dokazal več zadev. Prva je, kar sicer je že Milojka Kolar pred njim, da je metanje denarja v javni zdravstveni sistem nesmiselno. Ne pride do tega, kar si želimo, glede na količino denarja, ki je bila zmetana za krajšanje čakalnih vrst. Drugo je, dokazano nam je, da se moramo boriti za javno zdravstvo. Videli smo, pa to javno zdravstvo mislim, da so tako zasebniki s koncesijami kot javne ustanove. Videli smo, da so posamezniki pripravljeni izpleniti to javno zdravstvo do zadnje kaplje krvi.
Začelo se je že med COVID-om, nadaljevalo zdaj. Gospodje z vezami v politiki nimajo milosti, kar se tiče plenjenja javnega zdravstva. To nam je minister dokazal. Tretja stvar, ki nam je dokazal, je, da je zdravniška zbornica ugrabljena. Ugrabljena strani skupinice ljudi, ostalih 99,9% zdravnikov samo plačujemo članarino in ta skupinica ljudi zelo dela za sebe. Zdravništvo, javni zdravstveni sistem jih pretirano ne zanimajo. Če pogledam v celoti, podajo številne časovnice, vse so padle. Organizira tiskovne konference, na katerih megalomansko obljublja stvari, svigo v žepu, veliko je laži, storjenega nič v enem letu, tako da jaz predlagam, da potegne zadnjo časovnico, upam, da mu bo ta uspela in to je odhod iz Ministrstva za zdravje. Rekel je, na primer, včeraj označil je interventni zakon za zgodbo o uspehu. Kako komentirate v bistvu te njegove navedbe? Če je to zgodba o uspehu za njega, potem ga razumem, da so tudi vsi zakoni, ki jih je pripravil, zgodba o uspehu, da on to misli. Še večja zgodba o uspehu so zakoni, ki jih ni pripravil. Naredil je ogromno, očitno po mojem, če je to zgodba o uspehu, je reforma končana, prav je, da se odpočije in zapusti ministrstvo. Omenili ste sami, tudi te nekakšne lobije. Kako ocenjujete ministrovo borbo proti korupciji v zdravstvu? Vprašanje, kaj je korupcija? Tukaj je šlo za plenjenje javnega denarja za zdravljenje bolnikov in tle je naredil vse, da je to poteklo. Se pravi, vi menite, da bi minister nekako moral oditi in mislite, da še uživa zaupanje premijeja? Me ne zanima, minister mora oditi. Kako pa še komentirate mogoče to dejstvo, da opozicija nekako v vsem tem času ni vložila nobene, interpelacije zoper delo ministra? Kolikor jaz vem, se srečuje s predstavniki opozicije in posledično je tudi to, da je opozicija zelo na njegovi strani. Kar je pa žalostno do opozicije, ker nam kaže, kakšne opcije zdravstva nam obljubijo za prihodnje. Gospod minister, slišali smo Breclja, meni, da morate oditi, neposredno je podrejen premierju. Kako razumete ta poziv? Neposredno sem podrejen premierju jaz sem tudi podpredsednik vlade in minister za zdravje. Še enkrat povem jasno in glasno, odstopiti ne mislim, premier, predsednik vlade me ni pozval k odstopu in to je to. Kaj pa izjava tudi direktorja Ljubljanskega kliničnega centra, tudi ta meni enako, da bi morali oditi? Tega nisem jaz razumel, torej z direktorjem UKC Ljubljana, ki smo ga med ostalimi mi tudi podprli, vlada ga je. Tako da veste, to so mnenja, ki jih izražajo posamezniki, tako kot je njihovo mnenje, tako tudi moje mnenje. Ampak gospod Brecelj je tudi neposredno s tem strateškim svetom podrejen premierju, zato je to njegovo mnenje še kako pomembno, ne? Gotovo je mnenje vsakega posameznika, ki je v vlogi, v kateri je pač tako, kot ga vsak ima. Še enkrat, jaz mislim, da ekipa Ministrstva za zdravje dela dobro, mi smo naredili zelo veliko stvari in za tem trdno stojim. Pa koliko časa še menite, da boste minister, glede na to, da že krožijo imena vaših morebitnih naslednikov? To verjetno ni vprašanje zame. Torej, še enkrat, jaz odstopil ne bom, naša ekipa dela dobro, to je verjetno vprašanje za koga drugega. Rekli ste, premier vas ni pozval k odstopu, kdaj ste se nazadnje slišala? Da se vidiva vsak dan, tako da že danes sta se slišala in videla. Vam je morda danes povedal, da vas še vedno 100% podpira, vam je to dejal? Ne, mislim, to se ne pogovarja vsak dan, kakorkoli se podpira, sem bil pa pri njemu včeraj zjutraj, sem se temu pogovarjala. Včeraj vam je povedal, da vas še podpira. Pa kdo vas potem odstavlja? Je to, ne vem, stranka Gibanje Svoboda s pomočjo Glasu ljudstva? Kdo vas odstavlja? Mislim, zaenkrat, da bi jaz vedel, da kdorkoli mene odstavlja, ne poznam. Torej, do mene informacije in do moje ekipe niso prišle. Namreč neuradno je veliko slišati o tem, ne z vseh bistvu strank, tudi vaše stranke. Glejte, to se je že v preteklosti zgodilo večkrat in očitno se ta zgodba večkrat ponavlja. Ekipa na Ministrstvu za zdravje je popolnoma neodvisna in verjamem, da smo trdno peti mnogim. Ampak mi bomo taki ostali. Zdaj, o naši usodi seveda se ve, kdo odloča. Odloča premier. Gospod Jenull, ali odstavljate ministra v imenu Gibanja Svoboda? Nikakor ne. Mi pozivamo ministra k temu, da se pomaga pri skrajševanju čakalnih vrst, s tem, da se recimo posveti upravljanju operacij v kakšni javni bolnišnici in da prepusti
funkcijo ministrstva nekomu, ki bo dejansko na polno in 100% deloval skladno s koalicijsko pogodbo, ki je krepitev javnega zdravstva, ne pa rušenje javnega zdravstva in krepljenje zasebnikov in koncesionarjev. Zakaj pozivate k odstopu ministra, ki je zelo priljubljen, bolj kot premier? Priljubljenost, mi dejansko ne delujemo po principu priljubljenosti, ampak na podlagi analize podatkov in analize stanja. In to, kar mnogi mislijo, da smo mi slabe volje, zato ker stvari ne grejo dovolj hitro. Ne gre za to, da stvari ne grejo dovolj hitro. Jasno je, da 30-letnih problemov v zdravstvu se ne da rešiti v enem letu. Problem je v tem, da stvari grejo trenutno v napačno smer, v diametralno napačno smer, kot je zapisano v koalicijski pogodbi. Gospod Beltran, zakaj se ministri v Sloveniji menjajo kot po tekočem traku? Ministri se nažalost dejansko menjajo kot po tekočem traku in ne vem zakaj, ampak vem pa, kaj je posledica tega. In posledica tega je, da tudi če nek minister ima neko konkretno agendo in cilj, neko reformo, da jo izvede, je pri temu onemogočen. Zdaj, lahko imamo takšne in drugačne mnenja o sedanjem ministru, ampak nekatere reforme, o katere je on zaoral, pustimo zdaj, a so se časovnice držali ali ne, ampak že digitalizacija, informatizacija v zdravstvu, to je temelj, na katerem sploh lahko nekaj začnemo. Morda je bil temu preveč zagnan in je nekomu stopil na prste. Ja, komu recimo? Ali je Glas ljudstva poudarja, da je to minister za zasebno zdravstvo? Stopil je na prste tistim, ki jim ustreza sedanje stanje, ko se stvari ne spremenijo. Zagotovo niso to bolniki. Gospod Keber, komu je stopil minister na prste? Jaz bi rekel ravno obratno kot moj kolega predhodnik, da minister ustraja in naredi vse, da bi se sedanje stanje ne spremenilo, torej da bi še naprej imeli netransparenten sistem, kjer bi zdravniki, ki delajo na dveh koncih v javnem in zasebnem sektorju, iz obeh sektorjev dobili maksimalen profit, da je on celo predstavnik takih zdravnikov, kar je itak nesprejemljivo tako za politiko kot za pravni sistem v tej državi, ampak o tem ne menijo kdo drugi. Ampak dejstvo je, da če je edini element ministrove reforme, pa še ne sprejeti zakon o digitalizaciji, poglejte, ta zakon ne bo nič rešil od danes na jutri. Ta zakon bo morda deloval v 5 letih, hkrati imamo pa že danes podatke dovolj dobre, ki kažejo, da zdravniki javni prehajajo v zasebni sektor, da se povečuje število pacientov, ki čakajo, da imamo še vedno isto število pacientov brez izbranega zdravnika. Torej, minister, če zaključim, je kot gasilec, ki piše pravilnik o gasilskih aparatih, medtem ko okrog njega gori. Gospod minister, problem, da delate pri zasebniku? Torej, jaz nisem, preden sem postal minister, nisem bil več v javnem sektorju in sem delal samo za zasebnem. Torej, nisem tako imenovana dvoživka, izraz, ki ga ne maram in ga je nesmiselno uporabljati, tako da jaz tukaj sploh ne vidim. Zasebnik je koncesionarni del javne zdravstvene mreže. Drugače pa, veste, trditev, da želimo ohraniti tako stanje, ob tem, da imamo prvič v zgodovini zakon o digitalizaciji zdravstva v parlamentu, popolnoma nov zakon, ki bo šel skozi in da bo vse javno, digitalno in transparentno in se bo vse videlo, je popolnoma skregano za zdravo pamet. Ampak imamo pa tudi izjemno dolge čakalne vrste. Poglejte, še tole bomo videli, dostopnost do zdravstvenih storitev se je drastično poslabšala. Politika pa mora za to stanje prevzeti odgovornost. Bolnik izgublja stik z izbranim družinskim zdravnikom, kar pomeni izpad temeljev za dobro delujoč zdravstveni sistem. So to dovoljšni razlogi za odstop ministra? Ne, zato ker, veste, podatke lahko obračamo, kolikor jih hočemo. Mi smo na tiskovni konferenci jasno dali videti, zakaj to je. In če imamo v letu 23:22 in v letu 23:19 skoraj 1 milijon napotnic v sistemu več, potem vse to ne drži. In če imamo na nekaterih čakalnih dobah krajše spiske, recimo endoanalni ultrazvok je na osnovi tega 833 ljudi od 1500 manj čaka, potem se vprašajmo, zakaj vse to zdaj delamo, zakaj se ne usmerimo v pozitivno, in vlada se je odločila.
Potem, ko smo videli, da je sistem ne deluje dobro, smo sedaj usmerili stvari, tako da po moji oceni stvari grejo v pravo smer. Ampak to je vaša izjava, leta 2018 ste s temi besedami pozvali k odstopu Milojko Kolar Celarc, enaki argumenti so danes, ne? Že, ampak argumenti še enkrat, mi smo jih pokazali, koliko napotnic več je v sistemu. Leto 19 je eno in post-covidna kriza je danes jasno dala vedeti v celem sistemu in kdorkoli v zdravstvenem sistemu dela, predlagam, da si do potankosti prebere to knjigo, ki bo natančno videlo, kaj se je zgodilo v celi Evropi. In mi nismo izjema, mi nismo otok v Evropi. Ampak številke so pač slabe. Ja, seveda so slabe. Niti ne morejo biti dobre, ker so slabe v Angliji, ker so slabe v Avstriji, vse posod v celi Evropi. Tako da dajmo biti iskreni. Gremo še naprej. Gospa Kozlovič, mogoče za vas vprašanje. Zdaj neuradno slišati Svobode, da bi minister moral oditi. Kakšno je uradno stališče Gibanja Svoboda? Ja, dober večer. Jaz bi rada delila eno mnenje, ker sem novodobni politik oziroma mlad politik. Če lahko kar odgovor bi prosila, da ne bomo... Žal, ko enkrat vstopiš v politiko, se začenjajo razne pravljice pisati o tebi in vsi postanemo v politiki neki liki v različnih zgodbah. Kar se tiče Svobode, Svoboda bo podpirala vse ministre te vlade, dokler bojo delali v skladu z koalicijsko pogodbo, z našimi vrednotami in v primeru, da bo kakšno odstopanje ali da ne bojo delali stvari skladno z našimi vrednotami, se bomo sigurno pogovorili najprej s predsednikom vlade, ki je tisti, ki predlaga ministre. Zaenkrat minister za zdravje ima našo podporo, tudi koalicija smo slišali, da ima podporo, mislim, da minister ima podporo tudi koalicije. Bi pa rada eno stvar poudarila. Zdravstvena reforma, to ni ena stvar, ki se naredi v enem letu, v parih mesecih, že za samo pridobitev gradbenega dovoljenja za eno hišo. Ne veste, po moje dovolj, zato ker so ta pričakovanja, ki se ustvarja, da je treba narediti vse iz danes na jutri, nerealna in tudi nepravična do vseh tistih, ki delamo in tvorimo. Ali se vam zdi, da je minister v enem letu naredil dovolj? Še drugače bom vprašala, ali še vedno verjamete, da je 100% zaupate, da je tisti, ki bo po 30 letih zdravstveni sistem postavil na pravo pot, kar je premier večkrat dejal lansko leto? Lejte, en minister sam zdravstvene reforme ne more narediti. Zato mora biti zadolžena cela vlada, to je resna stvar, ki vpliva tudi na ostale ministrstva. Ne nazadnje smo tukaj tudi poslanci v parlamentu, ki smo zakonodajno telo in ravno na poti tej reformi imamo pomembno nalogo. Vedno se da narediti še več. Je pa res, da enkrat, ko opazuješ od zunaj, se ti zdi vse prepočasi, dejansko pa, ko enkrat vstopiš v politiko in v zakonodajni proces, ki zahteva veliko usklajevanja, veliko pogovorov, mi smo se zavezali, da se bomo pogovarjali tako strokovno javno. Dobro, pa to vemo, samo to so zdaj že seveda neki drugi odgovori, ali se strinjate s tem, kar je gospod Brecelj prej dejal, še to vas bom vprašala. Jaz se seveda z dr. Brecljem ne strinjam, bi pa rada povedala, da Strateški svet za zdravstvo opravlja odlično delo in lahko se samo zahvalim. Meni je čas, da lahko z njimi tam sedim in poslušam njihove predloge. Gospod Cigler Kralj, prosim, ali se dobivate z ministrom, ali zaradi tega niste vložili nobene interpelacije, zaradi slabega stanja v zdravstvu, dolge čakalne vrste so, ali je to manjši problem, kot da nimamo muzeja osamosvojitve? Najprej bi rad rekel, da danes tu slišimo in vidimo vse, česar slovenski zdravstveni sistem in pa bolniki, predvsem nedopustno dolgo čakajoči, ne potrebujejo. Tule se ukvarjamo s tem, a minister bo ali ne bo, ali bomo imeli takšen sistem, recimo eni se zavzemajo za bolj socialističnega, drugi za malo bolj fleksibilnega in prozahodnega, delujočega. Hkrati nam pa na drugi strani ljudje nedopustno dolgo čakajo, veliko jih je z takimi težkimi boleznimi, Ampak se to vas sprašujem, zakaj recimo da na tej poti tudi vložili nobene umrejo. interpelacije v tem času, glede na to, da je stanje slabo, recimo pri drugih ministrih niste bili tako popustljivi. Ja, zdaj NSI, bi rekel, je zelo motivirana, da nekaj naredimo. Čakanje je dovolj in to vse skozi tudi ministru sporočamo prek javnih občil ali pa tudi, ko se srečamo tekom usklajevanj, predstavitev njegovih predlogov zakonov v poslanski skupini in tega ne skrivamo. Mi smo že na začetku, zato ker je gospod minister imel eden redkih iz te koalicije dobre
ideje in predloge, morda izvirne predloge, glede tega, kaj bi bilo treba v slovenskem zdravstvenem sistemu napraviti, da bi postal vsem dostopen javen zdravstveni sistem in da bi ga okrepili, da bi rešili te nakopičene probleme, smo rekli, da smo pripravljeni ponuditi roko in iti tudi čez mejo opozicija, koalicija. Ampak kaj vidimo po enem letu? Tu pa res strdno opozicijsko držo vidimo, da sadov in rezultatov pravzaprav po tem enem letu ni. In Kaj torej menite v Novi Sloveniji? Bi moral minister oditi, pa vi povejte. In lahko rečemo, da minister gotovo ni učinkovit, to gotovo lahko rečemo, ker do sedaj nima kaj pokazati. Ozadij političnega dogajanja ne poznam in ker ste me že vprašali, realno politično bi težko uspeli z interpelacijo. To se je videlo, ko je bilo nekaj interpelacij že oddelanih in zato tudi ne bi šli v to zadevo, zato ker pač s tem nič ne pridobimo. Ampak tudi druge niso bile uspešne, gospod Cigler Kralj, tam ste pa šli, ne? Mi smo hoteli slovenskemu zdravstvenemu sistemu preko dela ministra in njegovih idej pomagati. Žal se je pod pritiskom verjetno radikalno levih koalicijskih partnerjev na eni strani in kolesarjata na drugi strani potegnil nazaj, umaknil in še nasedel nekaterim idejam, recimo z preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek, tako da ne verjamemo, da bi lahko učinkovito Gremo naprej, gospod Jenul, gospod Kozlovič, prosim, pa gospod Beltram. Ja, jaz bi sam rekel, da se nahajamo v eni absurdni situaciji, res, ker dejansko opozicija se je najbolj odločno tukaj izpostavila kot branitelj pač tega ministra in seveda jasno, zakaj ni tukaj nobenih naključij, zato ker dejansko imajo zelo blizu skupaj uravnane cilje in načine in metode, tako kot je sam gospod rekel, zanimive ideje o tem, kako bi se dal javno zdravstvo pravzaprav razgraditi, kako bi se dal uvesti inštitut svobodnega zdravnika, ki je pot v totalni, dokončni razpad javnega zdravstva. To je tudi eden izmed zakonov, predlogov za zakone, ki ga je minister se odločil posredovati vsem bolnišnicam in vsem javnim ustanovam v državi, medtem ko naš predlog interventnih ukrepov, ki bi bili dejansko usmerjeni k temu, da bi zamejili, da bi ta požar začel končno gasiti, pa leži na mizi že od marca in v državnem zboru in na ministrstvu za zdravje in se ga popolnoma ignorira in se ignorira z vsemi štirimi se bremza. Gospod minister, potem pa... Jaz bi rekel, da vkolikor se pogovarjamo, dajmo govoriti resnico. Ministrstvo za zdravje je prejelo usklajen predlog zdravništva, kako bi ni bil noben zakonodajni predlog, bilo je 7-8 točk. In tako kot smo marsikateri drugi predlog v temeljih dali, smo ta predlog zdravništva dali v javno obravnavo, neformalno, da dobimo mnenje. Tako da niti enega zakonodajnega predloga zdravništva zbornice ministrstvo ne dali v obravnavo, tako smo dali skupino, ki je pripravila NMP in družinske zdravnike za absentizem, enako smo postopali s tem. No, Glas ljudstva je ministru pa dal 3 izdelane zakone, ki jih ni dal javno razpravo. Predstavljali smo jih koalicijskim strankam. Rekel bi, da smo mi tudi prvi v javnosti že avgusta lani opozorili, da interventni zakon bo pripeljal do natančno teh posledic, kot je pripeljal. Bogatenje zasebnega sektorja, odliv zdravnikov in zdravstvenih delavcev iz javnega sistema in seveda še naprej propadanje javnega sektorja. To smo naredili brezplačno, da je to minister, kot zdaj pravi, veliki dosežek s tem eksperimentom, ki ga je naredil, da je zapravil doslej 150 milijonov in bo do 1. avgusta še dodatnih 30 milijonov, ker šele takrat začne ta sprememba veljati, bi lahko rekel za ta denar. Za ta denar. Mimogrede, včeraj smo slišali, da bo za ta denar Slovenske železnice kupile 20 vlakovnih kompozicij. Ali pa pojmo na zdravstvo. Za ta denar bi zdravniki in zdravstveni delavci, ki jih želimo, da bi delali tudi izven centrov, pridobili 700 novih stanovanj. Veste, kakšne ogromne vsote so? Že to dejstvo je dovolj, da se tega ministra odstavi. Ne da on, ker on je ponosen na svoje delo. Gospod Keber, samo malo, da vidimo, kaj se je med izvajanjem tega intervencijskega zakona zgodilo v novogoriški bolnišnici, kjer je bil minister prej zaposlen. Od 1. februarja 2023 do 31. maja so bolnišnico zapustili 4 specialisti radiologi. Trenutno imamo v bolnišnici zaposlene 4 specialiste radiologe, enega za polni delovni čas, ostale za nepolni delovni čas.
Gospod minister, radiologi so se zaposlili pri zasebnikih, ker je bilo seveda polno teh radioloških preiskav zdaj v času interventnega zakona, kot po tekočem traku so jih opravljali. V bolnišnici zdaj manjka radiologov, ki bi lahko očitali izvide mamografij pri hudih diagnozah. Kritiki pravijo, da ne, da ste skrajšali čakalne vrste, ampak preživetje ljudi. Zdaj seveda tudi to ne drži. Radiologi so že prej zapuščali bolnice in zdaj ciljano usmerjati v radiologe, v urologe, če želite, v ortopede, ki zapuščeno je popolno spet skregano s podatkovnimi bazami in s tistim, kar se drži. Ključno je dejstvo, kako bomo naredili okolje v javnih zdravstvenih zavodih tako dobro, tako privlačno, da ne bodo tam izgorevali, da se bodo ukvarjali s svojim delom in ne z administracijo. Torej, iskanje krivcev za nekaj, za kar ni, bi rekel, lov na čarovnice. Še enkrat, ta denar ni šel v stanovanja, tako kot pravi profesor dr. Keber. Ta denar je šel za storitve in v teh storitvah gre toliko in toliko novo odkritega raka, toliko stvari in toliko ljudi je tudi storitev v ambulanti za neopredeljene dobilo. Tako da jaz bi predlagal, da nehamo z demagoškimi stvarmi. Torej, toliko in toliko tisoče ljudi je storitev dobilo, videli smo, koliko napotnic je v sistem prišlo in vprašajmo se, kaj bi se zgodilo, če teh 35 tisoč te storitve ne bi dobili. Danes bi se pogovarjali o številki 200 tisoč čakajočih nad dopustno čakalno dobo. Gospod Keber, v uspehu, ja. Neverjetna manipulacija s podatki. Poglejte, državljanom je treba povedati, da slovenski zdravstveni sistem na leto opravi 25 milijonov storitev. Seveda najrazličnejših, majhnih in velikih. To pomeni, da jih na dan naredi 100 tisoč. Minister pravi, s tem denarjem 150 milijonov smo naredili, ne maram uporabiti napačno njegovega izraza, ker je največ hotel povedati še kaj dodatnega. Ampak kljub vsemu, peščica storitev, ki se je pojavila, in to tistih lažjih, tiste, za katere bi morda, če smo že v taki krizi, lažje nekateri pacienti počakali, zato da bi prišli na vrsto tisti najhujši, tukaj to se pa ravno ne dogaja zaradi njegovega napačno zastavljenega interventnega zakona. In to je problem. Jaz se tukaj ne strinjam, jaz lahko povem iz prakse. Poglobljene analize učinka tega zakona žal nisem uspel še videti. Ampak denar je šel tiste storitve, ki so bolje plačane. Lahko povem iz prakse. Recimo, za operacije sive mrene se vsaj pri koncesionarjih čakalna doba, ki je bila prej 9 do 12 mesecev, skrajšala na 2 meseca. Če bi vprašali dr. Breclja, vam bo lahko povedal, da zdaj dobi bolnike, katerim je odkrit rak na debelem črevesju v dosti bolj zgodnjem štadiju, kot je bil prej, ko je bila čakalna doba za kolonoskopijo bistveno nedopustno predolga. Zdaj, zasebniki, koncesionarji pa lahko upravljajo tiste storitve, za katere imajo pogodbo z ZZZS-jem, medtem ko javne bolnišnice lahko upravljajo vse posege. Zakaj se je nekje bistveno skrajšala čakalna doba, drugje pa ne, to pa je treba vprašati tistega, ki organizira delo tam. Prosim pa tudi, da poenotimo terminologijo. Če tukaj govorimo o javnem zdravstvu, javno zdravstvo povsod po zahodnji Evropi, tam, kjer javno zdravstvo deluje, zaobjema vse zdravnike, ki so vključeni v sistem. In potem tudi termina dvoživke, oziroma kot se pravilneje reče dual practice, oziroma dvojna praksa, ne obstaja, zato ker za bolnika je potem popolnoma vseeno, ali je storitev dobil v državni ustanovi, ali jo je dobil pri zasebniku. Pa Kozlovič, dolgo čakate, izvolite. Hvala, jaz bi tudi dodala, v bistvu samo nadaljevala, da se premalo pomena da tem 35 tisoč storitvam, ki so bile upravljene ravno zaradi tega zakona in v nasprotnem primeru ne bi bilo. In veliko od teh ni samo enostavnih posegov, ampak so tudi resne in verjamem, da smo marsikomu omogočili, da bo bolj zdravo živel ali pa tudi preživel. Tam smo videli, recimo tudi v novogoriški bolnišnici so odšli 4 radiologi. Absolutno je izziv, ki ga je treba nasloviti, ta dvojna praksa zdravnikov. Zato tukaj bi rada dodala, da vsi predlogi, tudi ki jih je dal Glas ljudstva, ne ležijo v predalih, kot se morda njim zdi. Mi o njih resno razpravljamo, pripravljamo zakonske rešitve. Ne nazadnje Strateški svet za zdravstvo je pripravil že nekaj rešitev in jaz računam, da jih bomo septembra tudi spravili skozi zakonodajni postopek. In bi rada še eno stvar poudarila. Zdravstvo ni ne levo, ne desno. In
očitati ministru, da se pogovarja tudi z opozicijo, je absurdno. Tukaj si moramo mi pomagati, zato ker bo dobro za vse nas. In tudi bi rada od strokovnjakov, ki so že leta aktivni v temu, da nam res konstruktivno pomagajo. Ne pa lih vsako stvar kar povprek kritizirajo, ker to ne koristi nikomu. Ampak še eno vprašanje, ali je bil ta interventni zakon uspešen? Gospa Kozlovič, glede na to, da ste ga na vladi spremenili. Lejte, če boste vprašali koga od teh 35.000 ljudi, ki so dobili storitev, jaz mislim, da vam bojo rekli, ja, je bilo uspešno, ker tako sem dobila storitev, ki jo v nasprotnem primeru. Kaj pa tisti, ki zdaj čakajo v daljših vrstah, recimo pri nekih težjih boleznih zaradi tega mogoče? Lejte, zdravstveni sistem ima polno izzivov, o katerih govorimo že več kot 10-20 let. To ni znano, ne čakalne vrste, ne osebe brez osebnega zdravnika niso od včeraj. In glede na to, da nihče do sedaj ni tega resno naslovil, pomeni, da to ni enostavno rešiti. Ta vlada, ta koalicija, seveda bomo. V enem letu, lejte, mi nismo rekli, da bomo v enem letu, mi smo rekli, da bomo v tem mandatu izvedli zdravstveno reformo, ki bo naslovila številne izzive, o katerih se 20 let govori in se jih samo pometalo pod preprogo, da so danes ti problemi večji. Če bi se jih pravočasno reševalo, bi se mogoče danes tudi o čem drugem pogovarjali. Ob sprejetju zakona, gospa Kozlovič, recimo je takrat ekipa na ministrstvu dejala, da pričakujejo, da se bodo v enem letu. Potite se, vas moram prekiniti. Ja, se bomo videli to izjavo, zapisano. Želimo si, da bi čakalne dobe se skrajšale za 1/3. Naše projekcije so bile narejene na osnovi števila napotnic 2019. Pričakujemo, ste rekli. Ja, ampak 2019 na tiskovni tudi, največkrat sem rekel različne scene, pa še enkrat. Kolikor projekcije delaš na 2019, 2021, število napotnic in če bi te številke imeli in to, kar se je naredilo, bi se skrajšali za 1/3. Ker je pa število napotnic drastično večje, se pač niso. Dajmo se pogovarjati o dejstvih, pa še to, kar tudi pravite, kar tudi ni res. Naj mi kdo zdaj tukaj pove, ker od nekdaj se v Sloveniji vse nujne operacije, vse operacije raka in vse, kar je nujno potrebno, nihče ne čaka. Zdaj pa, kje so tiste čakalne dobe, o katerih nam ves čas tudi govorite, da so se podaljšale? Ker se ne. Ne vem, to vprašate na njih, zdaj pogledajte, mi imamo zdaj nove podatke, še za juni 2024, iz maja na juni so se še podaljšale. Vsi se pogovarjamo o absolutni številki in to smo lepo tudi razložili. Mi se ne pogovarjamo o dejstvih. No, prosim. Glede, če minister govori o 100.000 več napotnicah, bi ga jaz vprašal, imamo 100.000 več državljanov ali pa 20.000 več državljanov. Ali je on, ko tam ima podatek v tem letu, kaj naredil, da bi ugotovil, a gre za manipulacije z napotnicami, s čem nekoli drugim. In jaz ne govorim o napotnicah. In nas je tukaj nastala neka, bom uporabil izraz, goljufija obupanih pacientov, da bi čim prej prišli na vrsto. Tukaj govorimo o številu opravljenih storitev. In tukaj se kaže, da skupno število hospitaliziranih bolnikov lani je bilo manjše kot leta 2019 pred epidemijo. To so vsi uradni podatki. Enako velja za nekatere storitve, za katere nimam časa, da bi to dokazoval. In nima smisla, ker jih javnost pozna tudi iz drugih medijev. Skratka, če minister meni, da je 35.000 nekih storitev, ki jih pa ni ljudi, 35.000, več kot 35.000 bi jih moral stratificirati, da bi vedel, katere so to storitve. In še kolegu, pred 20 leti, ko sem bil na ministrstvu, smo dosegli, da je bila čakalna doba na sivo mreno 14 dni, brez koncesionarjev in brez ostalega. To pomeni, vse se da narediti, če seveda hočeš to narediti. Če pa hočeš ustvarjati sistem, ki bo zaradi šibkosti javnega sistema preusmeril denar v zasebnega, potem boš pa to delal in to je seveda kritika sedanje celotne. Pojasnim, pred 20 leti je bilo pacientov, ki potrebujejo sivo mreno, pol manj kot danes. Tako se spremenila starostna struktura, tako se spreminja naša družba in zato mora biti zdravstveni sistem obrnjen proti bolniku. In če imajo v tujini javne zdravstvene sisteme, ki delujejo, potem ne vem, zakaj ga mi tukaj ne bi mogli imeti. Gospod Cigler Kralj, potem še gospod Janov. Tule je zdaj še en dokaz, da smo se Slovenci sposobni kregati tudi o zadevi, o kateri se strinjamo. Vsi se strinjamo, da je treba povečati dostopnost do zdravnika in da je treba okrepiti javni zdravstveni sistem. Ampak s tem prelaganjem in ping-ponganjem tega ne bomo naredili. Zdaj, to
je zato, ker je fokus na ministra, ker je fokus na sistem, ker je fokus na ohranjanje nekih pozicij, privilegijev in tako naprej. Mi pa pozivamo, da se dajmo fokusirati na uporabnika, na pacienta, ki mu je, ko ima neko težko situacijo, pa recimo, da ni urgentna, ker urgenca zaenkrat še v redu dela, ampak ni urgentna, je pa težka, zahtevna, in njemu je vseeno, ali ga bo pregledal dr. Loredan ali pa Beltram v zasebni ordinaciji, ali ga bo nekdo v državno. Zato, ker če se fokusiramo na bolnika, mu želimo čim bolj kvalitetno in brez doplačila pomagati. Samo dokončam, kajti Slovenc s povprečno plačo na mesec vplača v Zavod za zdravstveno zavarovanje slabih 300 evrov, plus dopolnilno, in kaj dobi? Dobi pravico do čakanja. Še odgovorite, potem pa naslednji prispevek. Jaz bi pozval, da se nehamo sprenevedati. Obstaja osnovni konflikt interesov pri tem, da ljudje, ki so zaposleni v javnem zdravstvu, so plačani za isti poseg manj, če ga naredijo v okviru svoje rednega delovnega mesta, več pa, če ga naredijo popoldne. In edini način, da pridejo do tega dodatnega zaslužka, da to naredijo popoldne, je, če so čakalne vrste v javnem zdravstvu. To je osnovni konflikt interesov, to je osnovni razlog, zakaj imamo čakalne vrste, ki se nočejo in nočejo zmanjšati. Moramo zdaj naprej, pa bomo to... In digitalizacija tudi jih ne bo zmanjšala. Še odprli to temo, v naslednjem prispevku vam bomo pokazali tudi, kje med drugim konča denar davkoplačevalcev namenjen za zdravstvo. Bolj kot v storitvah pri dobaviteljih, njihovi prihodki pa presegajo milijardo evrov. Kateri dobavitelji so dobro poslovali v času zdajšnjega ministra in njegovega tesnega sodelavca Aleša Šabedra in komu so se posli zmanjšali? Anja Šter. To je nova razkošna vila z ogromnim zemljiščem, ki se razprostira na vzpetini v neposredni bližini igrišča za golf ob Arboretumu. Lastnika sta med najvplivnejšimi dobavitelji v zdravstvu zakonca Igor Zabret in Tanja Frantar Zabret, sicer nekdanja žena lobista Boža Dimnika. Samo v zadnjih 2 letih je njuno podjetje za dobavo medicinske opreme Medico Engineering prejelo 15 milijonov evrov proračunskih nakazil. Največ 9 milijonov evrov v zadnjem letu, odkar je nastopila nova vlada in je ključno vlogo pri investicijah v zdravstvu prevzel Aleš Šabeder. Podjetju v zadnjih 5 letih dobiček raste. Leto 2021 je zaključilo s 700 tisoč evri čistega dobička. Šabeder, direktor lani na novo ustanovljenega urada za nadzor kakovosti in investicije, je samo letos z Medico Engineeringom sklenil 3 večje posle v javnih bolnišnicah v skupni vrednosti 14,4 milijona evrov. Projekt prenove porodnišnice Postojna je dobil skupaj s Kolektor Kolingom iz skupine Kolektor Stojana Petriča, še enim podjetjem, ki v zadnjem času drugega za drugim pridobiva posle v zdravstvu. Za 10,3 milijona evrov bo ta gradbenik skupaj s podjetjem CGP v lasti Darija Južne preuredil bolnišnico Novo mesto. Kolektor je z Medico Engineeringom zgradil tudi prvo etapo nadomestne novogradnje bolnišnice Celje. Vrednost projekta iz leta 2019 je na koncu narasla na 30 milijonov evrov. Podjetje Medico Engineering je bilo v preteklosti vpleteno v številne afere. Zaradi napačnega priklopa smejalnega plina v urgentnem centru šempetrske bolnišnice je Zabret dobil 1460 ur družbeno koristnega dela in bolnišnici plačal 40 tisoč evrov za nakup novih postelj. Podjetje je bilo vpleteno v afero preplačanih operacijskih miz v UKC-ju Ljubljana. Potem, ko je nekdanji direktor UKC-ja Simon Vrhunec nastopal v njihovem promocijskem spotu, pa je dobilo tudi večkrat preplačan posel za vzdrževanje operacijskih miz. Zanimivo, UKC Ljubljana je konec maja brez javnega razpisa z Medico Engineeringom sklenil posel za vzdrževanje bolniških postelj za 1,75 milijona evrov. Kriminalisti so potrkali na vrata zakoncev Zabret tudi v primeru obnove vodovoda na Onkološkem inštitutu pred 10 leti. Takrat so kazensko ovadili vodjo investicij na zdravstvenem ministrstvu Tadeja Štularja, ker naj bi priredil razpis. Tožilstvo je ovadbo pred 4 leti zavrglo. Prav Štular je zdaj na uradu v komisiji, ki bo ponovno odločala o nakupu 16 naprav za magnetno resonanco, investiciji vredni 38 milijonov evrov. Prvi razpis je Šabeder konec marca razveljavil in odpustil vodjo projekta Smiljana Meklicarja.
Podjetje GH Holding Blaža Miklavčiča, ki zastopa ameriškega proizvajalca diagnostičnih naprav General Electric, se je pritožilo. Razpis naj bi bil prirejen zgolj za enega ponudnika, podjetje Siemens Healthcare. Še en dobavitelj, ki od države pobira milijonske zneske. Na Ministrstvo za zdravje je Miklavčič vplival tudi s pomočjo ameriške veleposlanice. Zdaj bo postopek nakupa naprav na mesto urada za 23.000 evrov vodil kar zasebni zavod Turjak, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo. GH Holding je sicer še eno podjetje, katerega posli v tej vladi cvetijo. Konec maja ga je Šabeder brez razpisa izbral za glavnega izvajalca notranje prenove UKC-ja Ljubljana. Investicija vredna 55 milijonov evrov. Že lani spomladi je gradbenik kot edini ponudnik podpisal 50 milijonov evrov vredno pogodbo za energetsko sanacijo UKC-ja Ljubljana. Miklavčič je protestiral tudi pri razpisu Ljubljanskega kliničnega centra za nakup 6 rentgenskih aparatov in naprave CT. Tudi ta naj bi bil prirejen za podjetje Siemens Healthcare. Direktor UKC-ja to zanika. Razpis nikakor ni bil prirejen samo enemu ponudniku, na vsak sklop se je lahko prijavilo več ponudnikov. Problematičen del, ki pa ga je izpostavljal GH Holding, to je neki senzor, je pa v bistvu slaba tehnološka rešitev, ki ga prenuja GE in je dejansko samo GH Holding tisti, ki nima tak vrstne rešitve. Poglejmo še enkrat. Letos so posle pri največjih gradbenih investicijah v zdravstvu dobila 3 podjetja. Medico Engineering, GH Holding in Collector Calling. Zanimivo, na nobenega od razpisov, ki sta ga dobila Medico Engineering oziroma Collector Calling, se ni prijavil GH Holding. Ali gre za dogovor med podjetji? Slabo bi bilo, če je temu tako. To nam seveda mi nimamo vpliva. GH Holding verjetno posluje skladno s svojimi načeli, mi delamo pa tudi s svojimi načeli, naše so poštene. Podjetje Medico Engineering je sicer lani nameraval prevzeti eden največjih trgovcev zdravili pri nas, družba Salus. Kupnina je bila že dogovorjena, a so posel na to zaustavili. Salus je sicer pred 4 leti kupil podjetje Sanolabor, enega največjih dobaviteljev v zdravstvu, ki ima svojega predstavnika tudi v Zavodu za zdravstveno zavarovanje. V zadnjih mesecih je kupil tudi svoja tekmeca, veletrgovca z medicinsko opremo Meditrade in trgovca zdravili Pharmadent. Kdo so lastniki družbe Salus, ki je v zadnjih 5 letih prejela 1,4 milijarde evrov od proračunskih porabnikov, ni jasno. Gregor Jenko, član uprave, ima 16% družbe, predsednik uprave Žiga Hink je 4% lastnik. Konec aprila so Hinga napadli pred domačo hišo. Ozadje napada še vedno ni pojasnjeno. Z policije so sporočili, da so na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja izsiljevanja. Zadeva je v predkazenskem postopku. Iz Salusa pa napad je bil povezan z delovanjem Hinga kot zastopnika Salusa. Gospod Jenull, zakaj zahtevate, da odideta oba, gospod minister in tudi Šabeder? Se vam zdi, da sta si preblizu z opozicijo? Ne gre za to, če sta si blizu z opozicijo ali ne, ampak gre za to, da je en izmed ključnih temeljev tega programa bi bilo tudi boj proti korupciji in pač očitno tudi, kot smo videli v prispevku, pač se ne samo, da ni bilo nobenih razkriti neke korupcije v zdravstvu, da ni bilo nekih preiskav, ki bi jih lahko spremljali. Posod, kjer se je pojavila korupcija, se v bistvu ni ukrepalo dovolj ostro. Ne rad bi spomnil na ta primer celjske bolnišnice, kjer 1600 ljudi ni dobilo svojih izvidov, zato ker so zdravniki jih zadrževali, da bi izsiljevali svojo bolnico za više pogodbe oziroma za izplačilo dodatnega denarja. To je nek primer, kjer bi moral minister biti prvi tam in razglasiti to in razrešiti situacijo, pa je popolnoma ignoriral. Kar je pa še hujše, je pa to, da kot vidimo, tudi pri teh nabavah dejansko se kažejo neki sumi korupcije tudi pač na Ministrstvu za zdravje. Gospod minister? Jaz sploh ne vem, o čem govorijo tukaj. Tako da na ministrstvu in na UNKI sodelujemo transparentno in jasno, na vsak odziv se tudi odzovemo in z vsemi vodstvi jasno delamo. Tako da to je čista špekulacija, privlečeno za lase. In ko bo kdo to dokazal, kar govori, se da lahko pogovarjamo. Ampak še enkrat, ne govorimo samo o tem, da seveda visoke pogodbe ne bivajo. Dajmo se pogovarjati res tako, kot stvari so.
ko je bilo na UKC Ljubljana razkrito, kaj ne bo, kako in nekaj, so kriminalistični enote na področju zaradi prijave UNKIZ-a. Enako pri psihiatrični, ko se je karkoli zgodilo, smo takoj odreagirali. Tako da to vse je čista špekulacija, golo in popolno zavajanje in lži. So pa kar visoke pogodbe, recimo za razvpiti medijsko-inženiring, ne? Ja, take so v celem sistemu, veste, od leta 20 do 30 je 2 milijardi evrov, na razpisih bodo stvari izbrane in investicije tečejo. Prosim, ja, naprej, kdo je bil zdaj gospa Jaz bi Kozlovič? rada poudarila, no, da v Svobodi imamo ničelno toleranco do korupcije. Obetamo si veliko od zakona o digitalizaciji, ki bo povzročil ravno to, da bo zdravstveni sistem postal transparenten. Ne nabava medicinske opreme, ne pa tega. Tudi vse, ker se bo videlo, kaj v sistem dejansko potrebuje, in tudi z digitalizacijo sem vesela, da se veliko govori o javnih naročilih, in pozivam tudi vse direktorje javnih zavodov, naj malo več prijavljajo, če ugotavljajo anomalije. In več bomo o tem govorili, lažje nam bo pripraviti sistemske spremembe, da o tem ne bo potrebno več govoriti. Gospod Beltran. Meni je hudo, da rečem, kako velika naivnost je, kaj vse se pričakuje od tega zakona o digitalizaciji. Razkril bo korupcijo ali pa skrajšal bo čakalne dobe, ugotovil bo, kako se premikajo zdravniki. Najprej je treba v ta sistem dajati tudi prave podatke. In če pravih podatkov ni, noben sistem digitalizacije tega ne more razrešiti. Mi imamo recimo podjetje, ki je bilo danes najbolj izpostavljeno, sem jaz razkril v času svojega mandata pred 25 leti, takrat smo razkrili, da so bile prodane oziroma kupljene operacijske mize in to množica, ne vem, 30-40 operacijskih miz za dvakratno ceno. To smo razgrnili javno na televiziji. Tožilec javni je bil hvaležen, da smo mu prodali dokumentacijo in stvar je bila spravljena pod preprogo. Ampak mimogrede, človek bi si predstavljal, da na takih podjetjih ostaja vsaj nek zdrav premislek, nek razmislek, ali bomo z njim še naprej sklepali take pogodbe. Ampak ne, to pomeni, vse to dokazuje, da seveda področja korupcije se nismo lotili, se ga ne bomo lotili in mislim, da tudi vse to, kar se kaže od tega, od ministra, ki dela v dvojni praksi, od tega, na kakšen način druge, od tega, da smo zdaj že drugič dobili zavrnjeno razpis za isto opremo, ker so se očitno dvakrat preveč nagnili k enemu istemu Siemens izvajalcu oziroma proizvajalcu opreme. Dvakrat zapored. To pomeni, kako to, da drugič niso bili posebno skrbni, da bi v razpis pravilen. Skratka, zdi se mi, da seveda še kako je potrebno, ampak samo upiti, da bomo počistili s korupcijo in to z digitalizacijo, je pa milo rečeno najbolj. Jaz moram odgovoriti na oceno gospoda Jenula, da so za čakalne dobe krivi zdravniki, to moram zavrniti. Po 24 letih dela kot zdravnik na vseh nivojih, v vseh oblikah, vam lahko iz osebnih izkušenj povem, kaj generira čakalne dobe. In to je splošni dogovor, ker ZZZS točno določi, koliko nekih posegov lahko neka ustanova naredi, to je prvo. In ta drugo je pa plačni sistem, uravnilovka, ki ne stimulira zdravnikov dovolj k dodatnemu delu, niti ne stimulira medicinskih sester, niti ostalega kadra. In namesto, da želite prepovedati koncesionarje, je treba vzeti dobre prakse iz koncesionarjev in jih prenesti v državne ustanove. To je moje iskreno sporočilo. Absolutno nisem rekel, da so krivi zdravniki za dolge čakalne dobe. Rekel sem, da je kriv sistem, ki dejansko stimulira te dolge čakalne dobe, s tem, da nagrajuje dejansko tiste ljudi, ki izkoriščajo ta sistem za lastne osebne dobičke. Je pa to sistemski problem, ki ga je treba nasloviti in ki ga trenutno, čeprav je bila to ena izmed ključnih zavez, ki je dala ta koalicija tudi nam v Glasu ljudstva, da se bo popoldansko delo prepovedalo, da se bo razmejilo javno in zasebno zdravstvo, dogaja se pa zdaj točno obratno, gre se v obratni sistem. To je vaše mnenje, ampak praksa v zahodnoevropskih državah, kjer poznajo dvojno prakso, vse zahodnoevropske države poznajo sistem dvojne prakse, razen v Luksemburgu, ker so vsi zdravniki zasebniki, in tam nimajo tega problema. Torej, ni kriva inštitut dvojne prakse.
Danes nam zmanjkuje časa, da bi razložili, da je v tujini tudi drugačen položaj tega zdravnika svobodnjaka. Ne samo omenim ta predlog zdravniške zbornice, ki ga je zdaj urbi et orbi razposlal minister za zdravje. Predlog dobesedno predlaga legalizacijo dvoživk zdravnikov v dvojni praksi in sicer tako, To moramo prekiniti, to je nekaj, kar popolnoma ne drži. No, dajte, doktor Keber, res nehajte javno zavajati ljudi. Predlog zdravniške zbornice. Ja, ampak nehajte zavajati ljudi, kaj je usklajen predlog zdravništva, ker temu ni tako, urbi et orbi, uzakonjamo nekaj, spremenjamo. Dajte, prosim, lepo ste zdravnik, ste tudi selektivno se izbral, katero od dokumentov, ki jih prejemate vsak dan, boste razposlal tudi v javno razpravo. Res ne čakajte, zdravništvo je nosilec odgovornosti zdravstvene dejavnosti in vkolikor ne bomo dosegli konsens z slovenskim zdravništvom, ne bo reforme zdravstvenega sistema. Ali to želite ali vi ne želite? Gospod Keber, zaključite, potem pa še gospod Cigler. Samo to. Zdravniška zbornica predlaga kot rešitev, da bo zdravnik svobodnjak zaposlen v javnem sistemu in potem popoldan delal še samostojno. To pomeni, to je legalizacija dvoživk, ki so je, dovolite, da rečem ministru, za katero se je koalicija zavezala, da bo to preprečila. Ima rešitev, ki jo poznajo povsod v zahodnji Evropi, ker imajo javno zdravstvo. Doktor Keber svoje kolege, ki pač delajo, kolikor delajo, to njihova svobodna izbira, zmerja s tem izrazom in bi res pozval, da nehamo ljudi, ki delajo, pač zmerjati. Če v svojem državnem zavodu, če so tam zaposleni in opravijo vse delo, ki jim je naloženo, potem ne vem, zakaj bi jim omejevali delo zunaj. Zdaj pa nazaj k korupciji. Korupcija je problem. Korupcija se pojavi tam, kjer ni transparentnosti in tu je ta vlada naredila, lahko rečem, dve ključni napaki. Takoj po prevzemu oblasti je v tistem gnevu proti 14. vladi ukinila sistem referenčnih cen. S tem sistemom referenčnih cen bi naredili prvi korak k temu, da ne bi dobavitelji neupravičeno dražili recimo opreme za naše zdravstvo. In druga napaka je bila, to pa je čisto ministrova napaka, da je odstopil od prvotne namere, ki smo jo tudi v NSI predlagali in jo še vedno predlagamo, da se zmanjša oziroma predrugači ta socialistična 45-članska skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Tam so tudi dobavitelji, noter ni preglednosti, nihče ne ve, kdo odgovarja zakaj in rezultat je splošni dogovor, po katerem je pa gospod Beltran povedal toliko, da mi ni treba dodajati. Dokler bomo imeli to skupščino in tako netransparentnost, ne bomo mogli premakniti. In vsi odgovori, gospod Kozlovič, gospod minister in ostali po predahu, ostanite z nami. In smo v zaključnem delu Tarče. Gospa Kozlovič, ali za konec vprašanje ne izključujete menjave ministra za zdravje v prihodnjih mesecih? O tem sedaj ne razmišljamo, mi mu želimo aktivno delo in pri tem bomo pomagali. Bi pa rada povedala, da nismo naivni, da vemo, da bo digitalizacija kar rešila vse probleme, ampak vsi ukrepi, ki jih bomo zraven izvajali. In še ena zadeva glede svobodnega zdravnika, na način, kot je bil predlagan strani zdravništva, v Svobodi te ideje ne podpiramo. Gospod Jenull, kaj bi prinesla menjava ministra? Korak naprej, korak nazaj? Bomo na istem mestu? Jaz mislim, da bi prinesla upanje, da se bodo dejansko te zaveze, koalicije, te obljube, ki jih je dala ljudem, da bodo na končno naredili red in poskrbeli za krepitev javnega zdravstva po 30 letih rušenja, da lahko upamo na to, da se to zgodi, samo pod pogojem, če dobimo novega ministra. Je gospod Keber? Jaz bi temu dodal, seveda malo politično, da je menjava ministra, jaz mislim, zadnja šansa, da ta vlada lahko računa na drugi mandat. S tem ministrom drugega mandata ne bo imela. Gospod Cigler Kralj, torej komu bi koristilo, komu škodilo? Zdaj lahko rečem, da pravzaprav, ko se je Svoboda odpovedala svobodnemu zdravniškemu poklicu, žalosten ugotavljam, da nimamo
variante, da bi v tem mandatu premaknili stvari naprej v dobro bolnikov. Če ne bomo popravili teh ključnih zadev in omogočili zdravnikom, da delajo, ne pa se šli vojno proti njim, potem žal se slovenskemu zdravstvenemu sistemu Gospod Beltran, kaj bi prinesla menjava? Obeta nič dobrega. Zamenjava Menjava ministra? bo prinesla ohranitev statusa quo. Status quo pomeni, da ne bomo imeli javnega zdravstva, kot ga poznajo v delujočih sistemih v zahodnji Evropi, kar pomeni, da bomo obstali na eni strani z državnim zdravstvom in na drugi strani s privatiziranim zdravstvom, kar je najslabša možna kombinacija. Zdravniška zbornica ga podpira? Zdravniška zbornica podpira ukrepe, ki jih je predlagala ministrstvo, odvisno od tega, koliko teh ukrepov bo minister uvedel, je odvisna naša podpora ministru. Nismo pa mi noben politični faktor. Gospod minister, če boste predčasno končali ta mandat, ali se vračate potem v poslansko klop, kjer bi bili potem nadomestni poslanec, ali greste nazaj v zdravstvo? Zdaj sem minister, delam v dobro ljudi, pacienta, človeka smo postavili na prvo mesto, koalicijske zaveze izpolnjujemo skupaj s poslanci in jaz tukaj ne vidim in temu ne bi čest. Če postaviš pacienta na prvo mesto in interesne skupine želiš umakniti iz polja, potem so težave in verjamem, da tudi bolj. Ampak prihajajo ti pozivi tudi iz Svobode, ne, o odstopu. Iz Svobode nisem šel niti enega ziva, tako da to je spet nekaj, kar je za lase privlečeno, očitno pritisk, ki ne bo prišel na plodno. Se pravi, ne morete odgovoriti, ali boste šli nazaj v parlament, če bi prišlo do tega? In to delo delam polno 100%. Razen ob petkih popoldne. Dobro, najlepša hvala vsem skupaj za obisk v studiu Tarče in hvala lepa tudi vam, ker ste nas spremljali. Vabljeni spet prihodnji četrtek ob 20. uri. Nasvidenje in srečno.